Pozdravljeni avtomobilnosti. V preteklem letu se je politika, še posebej v času evropskih volitev, ukvarjala predvsem z migracijami iz juga proti severu. Zdaj bomo vsi deležniki drugačne zgodbe in bomo del migracijskega toka iz severa proti jugu. Mi v avtomobilnosti smo se pa preko celega leta ukvarjali predvsem z dnevnim migracijskim tokom, se pravi s tistim od doma v službo in nazaj. Ta povzroča stres, zastoje, onesnažuje okolje, vpliva na naše zdravje. Socioekonomski stroški, ki so posledice teh zastojev, se merijo v milijardah. Ja, in ko smo ravno pri socioekonomskih stroških, zdaj ne bomo več stali oziroma čakali, porabljali svojega časa v dnevnih kolonah, ampak bomo samo, ko se bomo vozili na dopust, ki pa tudi prinaša neke stroške, ne samo, ko gremo oziroma ko se vračamo nazaj. Ampak preden gremo na kolone, a se spomnite, ko smo s kolegi iz Vala 202 izvedli akcijo, kjer smo ob vseh prometnih napovedi spodbujali k temu, da vozimo zvezno, se pravi hkrati pospešujemo in zaviramo in pazimo na varnostno razdaljo. S tem smo na nekaterih odsekih, na ljubljanski in pa seveda tudi na širših obvoznicah oziroma na avtocestah, omogočili tudi do nekaj minut krajše zastoje in s tem pokazali, da skupaj lahko dosežemo marsikaj. In da dodatno povzroča zastoje tudi prepogosto menjavanje voznih pasov. Ampak pojdiva še k tovornjakom. Tovornjakov je na avtocestah vedno več, zdi se, da je njihovo število premo sorazmerno z številom izdelkov v vedno bolj številnih trgovinah in z vsemi izdelki iz Kitajske, ki se na spletu ponujajo, in ti so tudi del zgodbe o zastojih. In Dars je tik pred začetkom sezone poskrbel za nove oznake, nove portale in za to, da ob avtocesti je prostor za boljše in lažje preverjanje tovornjakov. Dobili smo torej nova avtocestna postajališča. A če postajališča, ki strežejo kavo za voznike pomenijo rešilno bilko, pa znak odprto na teh novih postajališčih predstavlja ne bodi ga treba. No, tako velja v očeh prekrškarjev. Pošteni vozniki se nimajo česa bati. Vsaka nadzorna točka je sestavljena z enim sklopom portalov, spremljive signalizacije pred to točko, ki vozniku daje najprej signal, da bo nadzor, potem daje signal, katera vozila, hkrati se znižuje hitrost, da se vse lepo umiri in potem neposredno pred nadzorno točko se vozila ali izločijo določena vrsta gre naprej, ali pa kompletno izločanje vseh vozil na vozni pas, zaviralni, potem skozi nadzorno točko in naprej. Nove točke bodo dvigale varnost in tudi red na naših cestah, a ne nujno tudi večjo pretočnost prometa. Vozniki dokažimo torej zrelost in poizkusimo razumeti, da ima vsaka tovrstna ukradena minuta tehten razlog. V bistvu se mi v nadzornem centru jezimo, ravno kar prejšnji teden smo imeli en konflikt, ker smo odredili konec izločanja, ampak nadzorni organi imajo svoje programe. Oni iščejo ukradena vozila, mamila, tihotapljenje ljudi, in oni imajo svoj program in oni morajo to narediti takrat. Tako da njim se ne gre za zastoj, ampak mi pa gledamo kontra, mi pa gledamo zastoj, ker če imaš ti zastoj, pa se v zastoju kdo zaleti, na koncu zastoja pa umre, kaj je zdaj tisto, kar pretehta. In tukaj moramo spremljati stanje in se pač odzivamo glede na situacijo. In na enem od prvih preverjanj tovornega prometa smo bili tudi mi, kako dobro in pametno načrtovana so, pove samo dejstvo, da smo mi izvedeli, da bo potekal pregled tovornih vozil ob 8 zjutraj, takrat, ko se je začel in trajal do 10 ure. Tako da smo hitro poizkusili ujeti še kaj dogajanja, zato da se, če bi izvedeli prej, ne bi slučajno kaj razširilo v javnost. No, ampak kaj smo videli? Videli smo pravzaprav to, kar velikokrat rečemo, da naša zakonska podlaga niti ni tako slaba, ampak da je kontrola na cestah preveč šibka. No, zdaj smo jo videli v akciji, ko se zgodba obrne. Videli smo policiste, specialiste za prav nadzor na avtocesti, kako izvajajo pregled. In v tem kratkem, 2-urnem času so policisti, specialisti odkrili veliko kršitev. Ja, recimo, če greva najprej na tisto, ki ni neposredno povezana z varnostjo na avtocestah. Voznik tovornjaka je imel vgrajeno napravo, ki je pretentala motor, da mu ni bilo treba dolivati oziroma dodajati dodatka AdBlue. To ni fino za okolje. Ne, sploh ne. Privarčuje nekaj pri gorivu, za okolje pa pomeni veliko dodatno obremenitev. Ampak greva k bolj nevarnim, izrazito nevarnim. Dobili so tudi voznika cisterne, ki je prevažal nevarne snovi, ki je imel pnevmatiko tako iztrošeno, da je že cvetela. Lahko samo pomislimo na to, kaj bi se lahko zgodilo ob recimo kakšnem nenadnem močnem zaviranju. No, ampak
tukaj, ko policisti napišejo kazen, se stvar ne konča. Dejansko so temu vozniku tovornjaka napisali kazen in poklicali serviserja, da je prišel in mu zamenjal pnevmatiko. To je stvar, ki se reši točno na tistem mestu, ne naredite oziroma popravite, ko boste prišli domov. In še takšne akcije so nažalost kratkotrajne, zato ker v današnjih časih se zelo hitro razve, kje so kontrole. Tako kot se bo hitro zagotovo razvedelo tudi to, da so tudi vsi ostali, ki so jih ujeli, morali plačati kazni. Recimo, tudi ujeli so tovornjak, ki je imel bistveno predolgo prikolico. Na enem od zajetih tovornjakov je nastalo za 10 000 evrov škode na podjetju in voznik mislim, da bo moral plačati osebno 600 evrov. To so pa že zneski, ki se čutijo. No, in to, ko se razve, zmanjša, vsaj tako je rekel policist, ki smo ga vprašali, zmanjša verjetnost, da se bodo takšni tovornjaki, ki so narobe naloženi, ki recimo ne dodajajo AdBlue, ki kršijo pravila, vsaj kar se varnosti in prometu tiče, zapeljali na naše ceste. Ampak zakaj je bilo treba čakati tako dolgo? Spomnimo se, kako dolgo je že od takrat, ko cestninske postaje niso več v svoji prvotni funkciji in bi lahko dobile to novo funkcijo, ki jo zdaj odlično upravljajo.